pozdravljeni v oddaji Vijolične novice iz studia Belek. Z mano nocoj je Gregor Sikošek. Grega, oziroma najprej rešimo to, Siko ali Siki? Vseeno. Vseeno? Ja, ampak v originalu je Siko. Siko. Ja. Po štajersko, po mariborsko pa Siki. Tako je. Ja, ker to nekako Siki je nam bliže. Ja. Druga stvar, počutje? Počutje za enkrat v redu. Malo smo sicer utrujeni, ampak to je čisto normalno za to obdobje. Kar se tiče pa motivacije, je pa kar visoka. No. Z soigralci se zelo dobro razumemo, tako da gremo s pozitivnimi mislimi naprej. Danes zjutraj je bilo vaganje ob 7. Ja. To pri tebi štima, ne? Ja, danes je bilo okej, ja. Ampak ne zanimajo te samo kilogrami, sem slišal. Ja, Mislim, imaš kar takih, ne bom rekel temu hobi, ampak si se poglobil v vrednosti, ki jih vaga kaže. Ja, tako je. Pač, zanima me, kako različne stvari vplivajo. No. Potem pa soigralci probavamo, pa pač primerjamo vrednosti. Aha, to se pravi maščobe. Tako je. Tako. Dobro, bom po oddaji, boš mi dal par istočnic, ker bi mogoče rabo, ne? Kaj se tiče tvoje kariere, začel si pri? Ja, čisto na začetku sem začel pri Brežicah. Potem sem bil tam do kadetov, potem mladince sem bil v Krškem, pa 2 leti članov. Potem sem šel v Koper, pa na Dansko v Brøndby, pa potem na Danskem še Silkeborg, pa Domžale, pa zdaj Maribor. Danska izkušnja? Pa moram reči, da sem se kar veliko naučil. No. Takrat sem bil še dosti mlad, bil sem star 23 let, ko sem šel. In pač ja, iz tiste izkušnje sem čim več pozitivnih stvari hotel ven povleči. Bila so obdobja, ko je bilo zelo lepo in pač tudi kot ni bilo, ne. In to je pač del fuzbola in to sem se tam naučil, ne. Tako da ja, je bilo pozitivnih in negativnih stvari dosti. Žoga te spremlja od rojstva? Tako je. Že od malega sem bil zaljubljen v nogomet, vedno sem imel žogo zraven, kamorkoli smo šli, ne vem, zdaj se spomnim, ko smo šli recimo na morje. Vedno žogo zraven smo z očetom igrala, pač to mi je bil nek užitek že od malega. Mi smo prišli do par tvojih fotografij, iz tudi zgodnjega otroštva in ja, moram reči, zdaj prvo vam pogledala to prvo fotografijo, tukaj si star 1 leto, zrihtan si zelo, mislim, ne. Ozadje je to klasično, tako smo ga imeli, ne, ker pač smo imeli tepihe po zidu, tudi mi doma, ampak si pa ti z naramnicami plus z metuljčkom, tako da ja, okej. Druga slika pa že kaže na ta tvoj pravilen razvoj, se pravi, dobro, žoga je pika polonca, ne, ker še ne sme biti težka, ampak pri tretji sliki pa se že vidi, da si na pravi poti. To je bila klasika. Ja. Še bolj na pravi poti pa smo ugotovili, da si pri 4. in 5. To je tvoja mama. Ne, teta. Ne? A teta? Teta. Teta je odkot? Mislim, iz katerega kraja? Trenutno v Velenju, sam drugače pa prihaja iz Rtič. Iz Rtič, ampak teta te v bistvu usmerila, ne? Ja, ona je študirala tle v Mariboru in verjetno hodila na tekme. In se zaradi tega tudi navdušila nad klubom pa tako in potem, ko je prišla za vikende domov, ko so bile kakšne tekme, smo to potem navijali. Evo, super, mislim, da lepo je videti, da čeprav si igral za Krško, pa za Koper, pa za Domžale, si v bistvu od malega za Maribor navijal, ne? Tako da bi zdaj rekel, da pri teh letih si končno našel, tu vidim, da še imaš to, mislim, da je ta raglja vesela, ali kaj, ne, tako da ja. To je bila Liga prvakov. Vidiš, super, še datum točno na sliki to 5. dokazuje. Tako da, ja, super, mislim, torej, malo v šali, malo zares, Maribor ti je bil torej od malega. Dan zipko, da si mogel kar dolgo čakati, ne? Ja, tak je, ampak kdor čaka, da čaka. Kdor čaka. Tvoj doprinos na igrišču, o tem ni potrebno sploh govoriti, se spuščati v detalje, si pa vsaj za mene, osebno pa mislim, da še za koga
kandidat za naslov vijoličnega bojevnika. Poznaš akcijo vsakoletno, ki se pravkar začne. Kaj misliš o njej? Ja, če bi slučajno postal, bi pač res bil vesel. Gre za veliko čast. Vem, da v preteklosti mislim, da je bil Tavares par let nazaj, pa Krona, pa Matko tudi. Tako da pač to so vsi igralci, ki so nekaj naredili v tem klubu. Pač, če bi mene doletela ta čas, bi bil res ponosen. V naši rubriki Ugani kdo boš poskušal ugotoviti tisto, kar je včeraj športnemu direktorju uspelo. Pozorno glej, poslušaj. Mala pomoč, ker uganka ni lažja, ni lahka, je ta, da gre za igralca iz tvoje vrste, se pravi, kar se tiče obrambnih zadožitev. Tako da jaz mislim, da ti bo nekako uspelo, če boš pozorno poslušal. To, ja, bravo! To! Je videl, Jojka, pa to, gre, pa se počne ne bi šlaufat, pa ga dobiš. Si ti, no, tak se dela. Da se spomniš, to ko Beckenbauer, on ni sploh laufat, ni znal. On je samo z glavo, levo, desno, sem tja, pa ga imaš, tu, ko da se v zid zaletiš. Kaj si ti, no? Samo veš kaj je to? To moraš nos imeti. To moraš imeti nos. Malo da pošnuvaš, ne? Kaj si ti, no? Pa tudi če imaš nos parkrat zloman, vse se eno, ni problema. Bravo, Dugi, imaš to! Torej, navijač ga je poimenoval Dugi, ne? Čeprav ga tak na igrišču ne sedi sanja kaj? Ja, Nemanja. Bravo, evo, super. Mi smo ti, ker seveda si prav odgovoril, pa tudi če ne bi, smo ti pripravili eno malo priročno darilo. Naj ti povem, da je turške izdelave za spomin, ampak vseeno smo si pa edini, da si podoben, ne? Ja. Pa probaj spiti kako vodo iz tega, glede na to, da si maščobo meriš, da ne bomo mi kaj krivi, če ti bo to slučajno naraslo. Imamo tudi eno novo rubriko, enkrat viola, vedno viola, pri kateri se spomnimo nekdanjih vijoličnih igralcev, ki so pri nas pustili pečat, in danes smo poklicali Jasmina Mešanovića. Meša, zdravo, dober večer. Kak si najprej? Zdravo, dobro večer i vama i svim gledalcima i navijačima NK Maribora. Super je, evo danas imamo posljednju utakmicu prije polaska kući, sve u svemu super je, zdravo sam i nadam se da će tako i ostati. Kak igraš, si zadovoljen s svojimi igrami? Mi te spremljamo, vidimo, gole daješ, ekipi tvoji Kišvarda gre dobro? Pa zadovoljan sam kako sam krenuo u novom klubu i zaista mislim da su i svi u klubu zadovoljni našim rezultatima koje smo ostvarili u prvom dijelu. Tu smo se dobro pripremili za drugi dio i nadam se da ćemo tako nastaviti sa što boljim igrama i naravno pokušati doći do Evrope. Meša, kaj ti pri tvojih golih pomaga novi imidž tudi? Vidim, da si se malo menjal. Da, promijenio sam imidž, odlučio sam za nešto novo. Kako kažu, treba nešto mijenjati u svemu, tako i u stylingu. Vem, da sigurno spremljaš tudi Maribor. Kaj misliš? Naravno, spremljam svaku utakmicu kada mi vrijeme dozvoli i jako sam sretan kada pogledam trenutno stanje na tabeli. Nadam se da će tako i ostati i da će se kanta vratiti u ljudski vrt. Meša, hvala tebi, tudi mi vsi tukaj in vsi navijači tebi želimo vse najboljše iz srca. Dobro si zapisan pri naših navijačih. Drži se, vse dobro, bodi zdrav in tvoje ekipi čim več. Hvala vam puno, veliki pozdrav za sve, za igrače da ostanu zdravi, da što bolje prođu pripreme, a navijačima želim sve najbolje i da dugo bodre Maribor i da se kanta svake godine vraća u ljudski vrt. Hvala, Meša, in vso srečo naprej v tvojem klubu. Kakšno pa bo vreme? To vsekakor je pomembno na pripravah, zato poglejmo vremensko napoved.
Welkom bij het weerbericht vanuit Turkije. Vandaag hebben we lekker getraind, het was een zonnige dag, maar helaas heb ik slecht nieuws voor morgen. Morgen gaat het helaas de hele dag regenen. Dat is heel je... Hey, Idi Van, Idi Bek. Ja, morgen hebben we ook een wedstrijd tegen Las Klins en we gaan voor de winst, dus we kunnen nu terug naar de studio. Hvala vremenski redakciji oziroma bedankt meno. Hvala tudi tebi, Gregor. Seveda brez poškodb, čim boljše priprave, čim manj maščob in jutri je tekma, točno. Kaj pričakuješ od prve tekme, nasprotnik kar težak? Ja, vemo, da so kar kvaliteten nasprotnik. Jaz mislim, da v tem obdobju je pač prioriteta, da smo vsi zdravi, da priprave dobro delamo, da bomo potem pripravljeni na prvenstvo in kasneje tudi na Evropo. Hvala. Hvala vsem, ki nas gledate. Se vidimo jutri. Hvala, adijo.